dobrodošli v novem vlogu v Gvatemali. S Klaudijo smo šli na 3-dnevni trek po gvatemalskih gorah skozi do enega jezera. 3. In jaz pa še nobenemu vlogu nisem tako sveže zgledala. Čak da vidim. Te 3 dni vam v bistvu sem želim pokazati, kako je lepa narava v Gvatemali, pa kdo ve, kaj se bo zgodilo. Alejandro, ¿qué haces tú? Ja, malo pa kolenčka griznemo, Si ne da je težko, ne? Ampak tele na ramence. Tu je trening za ramena, če me vprašaš. Težko mi je držati očesni stik z vami, ker moram pod noge gledati. Se te ne zvrnem. Zdaj smo na 3115 metrov, jaz bi rada ovekovečila ta zgodovinski moment, ker tako visoko še nisem bila. Počutim se v redu, višinske bolezni še ni, pa pozdravljam bi vse domače. Got it on tape, honey. Oh my god. Thanks. Chicken legs. Chicken legs. Dost! Si slišala? Na eni točki je pa tudi tega dovolj, ne? Na eni točki. Chicken legs. Ta prvi del gozda je za nami. Zdaj pa sem še 45 minut do kosila. Ko me čakam. Z Alejandrom smo naseckala zelenjavo in potem smo si naredili objesne sendviče. Orajem bulk. Sanka, are you dead? Sanka, you dead? Ja, man. Mi smo pa jedli kosilo, trenutno smo po moje 6 ur na poti, zdaj pa še 3-4 urce, pa pridemo do prenočišča za prvi dan. Cadania. ¿Puedes probarlo? No. Ali, pridna je žlobček, boš kaj povedala. Kurba, ta krampira kabava ti je jebana. Smo tik pred vrhom in jaz sem veliko utrujena, ko sem mislila, da bom. Potem pa gledaš tele 2 senioriti, kako bosi neseta polena zvezana na čelo. Jej, in smo prišli v vas.
Snupci. Klavdijine nogice so pripravljene. Ja, zdaj bomo spali, ne? Pa najprej, ko sem prišla do te tema, pa ni izgledalo glih, kaj je veliko. Pa sem pa luč prižgala, pa luč pa kar odelo, ne? Jej, prvi dan je za nami. To je bil v bistvu tudi najtežji dan, kakor bomo imeli do zdaj. Mislim, da smo bili 10 ur na poti. Naredili smo kar nekaj vzpona, ampak večinoma je bil spust. In to mene kar v nič. Tako da zdaj sem zelo utrujena in me nogice bolijo. Smo v eni ful zanimivi vasi, polni piščančkov in glasbe in bananovcev, kavice. Ful je zanimivo. Ej, Klaudija, no, le kako je čisto. Eso también para colocarlo si quieres. No. ¿Sí? ¿Clara? Nuestro cocinero. Gracias. Tale pikec, ne? Ne sem da je zvolil še slave pa arašide. Ful sem razočarana. Kako lahko slave arašide narediš česen s cukrom obliješ? Da se, ljudje moji. Da se. Ura je 15 do 6. Petelinčki rikajo, spala nisem še nikom tako dobro, se veste kako je to. Srednja če je bil pa v bistvu en mini potres. Takole sem si jaz zjutraj prefiltrirala vodo za napot. Nisem pa razmišljala vnaprej, kako bo zapakirana hrana, ki jo bomo dobili v že vključene obroke. Pa je na koncu itak vse bilo 3-krat zavito v plastiki. Pa se zdaj sprašujem, se da temu sploh izogniti? Ima kdo kakšen predlog? Preden odrinemo še frušček pojemo. Je pa Klaudija zbolela zares. Gracias, nosotros otro día nos miramos. Ja, drugi dan, jaz sem ga že orang švicala, v bistvu pol danes, baje ne bo tako zanimiva, bomo bolj hodili po taki cesti, kot zdaj. Če pa kar lepo. Naredili smo eno krajšo pauzico in jaz sem si vzela to. Tle v Gvatemali ful popularno, sem videla že večkrat v bistvu pijejo sok zelenjave. Bien bueno. Vodič nam je prinesel marakujo. Zakaj pa ni oranžna? ¿Tiene que tener ese color? Sí. Tekstura je pa kot žabja jajčka. Želela sem si probati delati tortilje. V Gvatemali jih ženske ročno oblikujejo. In zelo je težko. Res, ful težko. Kosilo smo pojedli v okrepčevalnici polni lepo oblečenih gospodičen. Mesojedci so dobili pohanega piščanca, najljubša hrana Gvatemalcev.
jaz pa namesto piščanca jajca. Mi hodimo iz kosila. Sej nekaj sem posnela, ne. Gospa me je celo tortilje učila delati, kar je bilo ful težko. Ampak v bistvu sem pa začela kar slikati, ker mene ta energija in te barve to mene čisto not potegne. Mogoče ima preveč hipijevsko za nekatere, ampak jaz mislim, da sem v enem življenju bila ena izmed teh senioritas. In bila oblečena v ta pisana oblačila in imela eno veliko kito in 3 otroke, ki so mi okrog nog skakali. Se pa naš pohodniški dan v bistvu že zaključuje. Hodimo tam, kjer bomo spali danes. Danes res ni bilo tako naporno, malo to dolgočasna pot. Smo večinoma po Makedamu hodili. In to je to. Največja carica je pa tale štruhelj, ki je danes bolna prehodila celo pot. Sediamolo, doña Clara. Najboljše za te, vse najboljše za te. 26. V bistvu smo prišli v ful dobro prenočišče danes, ker je hiša pa v enih gajstnih gospodičen. Da smo se pa še malo zbarantali za savno, tipično gvatemalško savno. Me prav zanima, kako bo. Vesela sem, da sem tukaj. Okay, what is this? Se trikarar. Mira, hasta mi parte. Bien. Bien? Zvečer, ko je bila priprava hrane za Klarin rojstni dan v polnem teku, sva s Klavdijo skočili v savno, medtem ko se je na najini levi cvrl piščanec. Še večerja in lahko noč. Kruhkac. Kavica. Prišli smo do une obljubljene točke in sicer razgleda nad jezerom. Ne vem, nikoli ne, kako se izgovori prav. Lago Atitlan. In ful je tlenih vulkanov okrog, mestec, megla se dviguje. En vulkansko sprdi. Verdad. Ko imam jaz senco fotkiča na faci, absolutno imam senco fotkiča. Zdaj? Jaz sem rekla, bom kot v bistvu zaključila ta vlog, zaradi tega, ker zdaj nas čaka še ura pa pol hoje proti mestecu, kjer bomo potem s Klavdijo še en teden ob jezeru. Tako da se po mojem nič zanimivega ne bo zgodilo. Če pa Klavdi pade v kakšen jarek, bom pa posnela, to pa obljubim. Ti boš pala, ja. Upam, da ste uživali z nama te 3 dni. Meni je bilo zelo zanimivo biti v gvatemalški naravi in si želim še kakšen hike narediti, dokler bom tukaj. Če ti je bil video všeč, ga lahko deliš naprej. Drugače pa se vidimo v naslednjem. Vse to svet ni videl, no.